Okay. Pozdravljeni torej na novinarski konferenci župana občine Ravne na Koroškem dr. Tomaža Rožena. Tokratnja je zadnja v letu 2025, zadnja pred prazniki in hkrati pred počitnicami. Seveda bomo veseli, če se boste tudi v nadaljevanju vprašali oziroma ozirali na nas in se obračali na nas z vprašanji in dilemami, saj le preverjene informacije v našem svetu nekaj štejejo. Teh slednjih si želimo, kot smo že vzpostavili sodelovanje tudi v preteklosti. Našo novinarsko konferenco pa bomo danes izkoristili pravzaprav za predstavitev pomembnejših vsebin kar dveh sej občinskega sveta občine Ravne na Koroškem, ki sta se zgodili v zelo kratkem času, kar ena za drugo, torej 21. in 22. redna seja občinskega sveta. Potem se bomo posvetili tudi pregledu investicij in sanacij v letošnjem letu in na koncu še točka razno, kjer boste seveda dobrodošli z vprašanji. Župan pa predlaga, da vprašanja postavljate tudi tekom različnih točk, če se bodo pojavile dileme, da jih lahko rešujemo kar sproti, če ste za. Torej najprej bi se ozrli na 21. redno sejo, ki je potekala 10. decembra ob 15. uri. Takrat je imel občinski svet na dnevnem redu 12 točk in če spustim potrjevanje zapisnika preteklih sej, pa je izvrševanje sklepov in poročanje, je bila prva vsebinska točka 6, v kateri je občinski svet potrdil investicijsko dokumentacijo sanacij po naravnih nesrečah, nekaj še za leto 2023, predvsem pa dve neurji iz leta 2024. Gre za dokumentacijo, oziroma ki je potrebna podlaga za izgradnjo novih projektov, ki se bodo dogajali še v letu 2026. Ta točka je imela kar nekaj podtočk in v sklopu slednje smo obravnavali projekte, kot je sanacija plazu Selovec-Tolsti vrh, Koroški Selovec, Novak in sanacija cest, cesta do gimnazije, križišče Lipovnik-Pogorevc, Račelo-Mlin-Jank, cesta v naselju Kotlje 4, cesta v naselju Podgora 1, cesta Nadužnik-Preški vrh, cesta križišče Lipovnik-Pogorevc, Kotlje Brdinje, cesta Center Ravne 1, cesta Šance 13, cesta Šance 7 in Malgajeva ulica. To so, kot rečeno, že projekti za prihodnje leto oziroma investicije. Nadalje je v točki 7 občinski svet podelil pooblastila županov občin Ravne na Koroškem za usklajevanje investicijske dokumentacije in naprej dokument identifikacije investicijskega projekta in načrta razvojnih programov o obnovi atletske steze in ureditvi razsvetljave na mestnem stadionu. Naš famozni stadion končno dobiva novo posodobljeno podobo. Gre za investicijo v javno športno infrastrukturo, 400 metrov 6-steznega stadiona ter seveda kompletno novo temeljenje z učinkovitim odvodnjavanjem, ki je bilo v preteklosti rak rana, ter nova javna razsvetljava, ki bodo omogočali izvajanje športne vzgoje, rekreacijskih programov, tekmovalnega športa in športnih aktivnosti, hkrati pa bodo pomenili tudi nadgradnjo za določene projekte, ki jih do zdaj zaradi tehnične neustreznosti nismo mogli izvajati, no v prihodnje pa. Sicer je vrednost investicije okoli 1 230 000, pri čemer računamo na sofinanciranje vsaj do višine 250 000 strani MGTŠ in okoli 85 000 z fundacije za šport. Preostane krije občina iz proračuna. V točki 9 je bil potrjen program oskrbe s pitno vodo na območju občine Ravne. V točki 10, pravzaprav logično nadaljevanje, smo potrebovali program odvodnjavanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki se lahko dotaknemo, seveda, če bodo podvprašanja. Nadalje smo sprejeli sklep o določitvi ekonomske cene programov v vrtcu Ravne na Koroškem za leto 2026, pa ker je to mora biti malo bolj tema, ki zadeva vse nas in v kateri pač pogosto govorimo, smo pripravili tudi v dokumentaciji te seje obrazložitve oziroma strokovne utemeljitve in podlage. Kot vemo, se s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih izvaja javno službo in so podlaga za plačilo staršev in izračun razlike za cenom programa in plačilom staršev določajo cene in tudi pri nas občina Ravne sicer ni izvzeta neljubim podražitvam, so pa podražitve v primerjavi z ostalimi občinami znosne, oziroma bom povedala tudi točno, kako gremo po vrsti.
In sicer imamo cene za prvi, mogoče še ta podatek, da bo v letu 26 vrtec posloval s 23 oddelki, od tega 8 oddelkov prvega starostnega obdobja, 14 drugega in en oddelek kombiniranega, torej za prvo in drugo starost. In sicer izračun cen kaže tako, cena prvega starostnega obdobja se poviša za 9,09% in bo po novem od 1.1.26 so namreč cene znašala 667 evrov. Ko pogledamo analizo med občinami na Koroškem in širše, smo z ceno pristali na drugem mestu, cenejši so le še na Muti, na to Ravne, na to Prevalje, Črna Mežica, Dravograd, Radlje in Ribnica, kjer je cena od Ravenske kar dobrih 105 evrov višja. V drugem starostnem obdobju se cena poviša za odstotek in 50, torej 1,50% in po novem cena znaša 531 evrov, kar nas spet uvršča med najcenejše takoj za Muto s 494,59 in na to sledijo občine, torej Ravne na drugem mestu, Dravograd, Radlje, Ribnica, Prevalje in Slovenj Gradec z 613,87. Cena kombiniranega oddelka se poviša za 1,90 evra in bo po novem znašala 569, kar nas spet uvršča v spodnji del lestvice, nižje je le Muta, Slovenj Gradec, dražje so Dravograd, Prevalje, Radlje in Ribnica. 1,9%, tako in znaša 569 cen, kot rečeno od 1.1.26 dalje. Na povišanje cen kot povsod po metodologiji vplivajo napredovanje v višje razrede in nazive, prenova plačnega sistema, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, redna delovna uspešnost javnih uslužbencev, zaposlitev pomočnice vzgojiteljice za pokrivanje sočasnosti, upisano število otrok in razporeditev v oddelke. Je pa število upisanih manj otrok v oddelek prve starostne skupine, kar torej tudi vpliva na oblikovanje cene tega obdobja. V zadnjih 2 točkah so svetniki obravnavali še premoženjsko-pravne zadeve, ukinjeno je bilo javno dobro v Podgori, oziroma kao Podgora in na Ravnah. Potem je bil čas še za točko razne pobude vprašanja svetnikov in na to prehajamo na, če ni še kakšnega vprašanja. Lahko za ta stadion vprašam, no? Se pravi, zdaj ste potrdili torej nadaljevanje naložbe v obnovo. A lahko mogoče župan povzamete, recimo, kako je pa trenutno stanje glede obnove, a ne vemo, da se je tam, brali smo večer, da se je zamaknilo zaradi neustreznega materiala. Kaj je zdaj tam ugotovljeno, vi ste kot naročnika, ne, da bi preverilo? Zakaj ste pravzaprav spohdali? Kdo zatožil koga? Ne, zdaj, kar se tiče prve faze, no, lep pozdrav vsem, tudi z moje strani, no, hvala Jani za izčrpno poročanje o predzadnji, torej 21. redni seji. Kar se tiče prve faze obnove stadiona, ki teče, ki poteka in jo seveda vidimo v naravi, je situacija bila takšna, da že ko je bil navožen spodnji ustroj, torej spodnji material za tampon, za stadion, to je v bistvu granulacija, če lahko rečem, materijala od 16 do 32 mm, torej tega zelo grobega, ne tistega finega, ki prije pol nad tega, bilo strani podjetja, ki je dobavljalo ta material, to je podjetje iz Mežice, točnega pravnega naslova, ne vem, no, glavnem ta izkop v Žerjavo, javljeno, da so pri redni inšpekciji oziroma rednem nadzoru, pravzaprav v rednem nadzoru ugotovili, da je vsebnost svinca previsoka, da je vsebnost svinca nad dovoljeno mejo. Ko so pogledali, kam se je v tistem času material pred tem nadzorom vozil, se je ugotovilo, da en izmed delovišč, kamor se je vozil, bil tudi naš stadion in zato smo mi takoj ustavili dela, hkrati se je bližala zima in zahtevali pač so ustrezne analize, ali ta material za spodnji ustroj je ustrezen. Ugotovilo se je hitro, da za ceste je ustrezen, da tudi če je svinca nekoliko preveč, to ni težava za ta material zgolj z vidika okoljske, bi rekel okoljski vidik, ne vidik mehanski, torej material je pravzaprav celo zaradi vsebnosti svinca bolj trden, bolj gost, ceste so še bolj utrjene, ne, gre bolj za okoljski vidik, ali ta svinec, ki je v spodnjih tamponih cest, oziroma v našem primeru spodnjem tamponu stadiona, pomeni okoljsko nesprejemljiv material. To smo zahtevali od našega pogodbenega partnerja, občina ima samo eno pogodbo, nima pogodbe z Žerjavom oziroma s podizvajalci tega našega izvajalca, ki je bil izbran.
In tudi oni ostavijo dela, zahtevajo dodatne analize, vzeti so bili vzorci, konkretni vzorci, ne v žerjavu, ampak vzorci tu v naravnah in ti vzorci so šli v analizo Zavoda za gradbeništvo, rezultatov še ni, je pa dejstvo, da se preverja zgolj okoljska sprejemljivost tega materiala. Scenarijev je možnih je več, prvič, da se ugotovi, da je sva ta material, no če se ugotovi, da pač da svinc se ne izloča z vodo, ki voda, normalno tu teče voda skozi te materiale, da se svinc ne izloča, da torej ne pride do prekomernega izloženja svinca pri luženju, je vse ok. Drugi scenarij pa je, če se ugotovi, da ko bo Zavod za gradbeništvo sva to testiral, da pri močenju tega materiala se svinec izloča, kar se ne sme, ne, je možnih več ukrepov. En ukrep je, da se material odvozi, da se torej zamenja material. Drug scenarij, oziroma druga tehnična rešitev je, da se namesti ena folija čez te materiale, kot je v primeru cest. Tista folija bi preprečevala, torej, da bi se ta neželjeni material izpiral v meteorsko kanalizacijo ali v podtalnico, kolikor je tu ta voda. Tretja rešitev pač ne vemo še kaj bo, skratka mi smo zahtevali pač eno ustrezno rešitev, kajti ko bomo prevzemali stadion, želimo, da je to seveda z garancijo, z vsemi garancijskimi roki, okoljskimi standardi vse izvedeno. Teda tu smo zdaj, čakamo rezultate in pa po rezultatih seveda čakamo primeren ukrep našega pogodbenega partnerja. Zdaj, kot rečeno, zima je preprečila že zaradi temperatur nadaljevanje investicije in do februarja, marca, bi sigurno ti rezultati in pa scenarij odprave potencialnih pomanjkljivosti mogo biti občini predočeno. Tako da preko spomladi se ne bo nadaljevalo, se dela ne bodo nadaljevala. Ja, zdaj, če bo možno nadaljevati prej, bojo nadaljevali prej s travo, sigurno ne. Sama umetna trava, ki že čaka ob robu stadiona, to je v takih balah, v bistvu je plastika, ki se prikrije, potem čez zadnji tampon, tisto se pred marcem, aprilom, ker mora biti 3 dni zaporedoma nad 13 stopinj Celzija, ne more nagrevati, bi rekel, ta trava, končni sloj, po katerem so potem športniki trenirajo, medtem ko tampon se lahko pa, kolikor se gotovi, da ga je treba menja prej, oziroma folije, kar bojo pač, bi rekel, naštudirali izvajalci, se lahko naredijo prej. Vsake primer umetna trava se ne more narediti v mrazu. Tako da v bistvu za klube in to, ki trenirajo, v bistvu to precejšno zanima. Tako. Da bi moglo biti konec oktobra. Mišljeno je bilo v lanškem letu, konec novembra, pač v letu, ker sezona se je sva nehala, nogometna sezona se je zdaj obstali. Mišljeno je bilo v osnovi, da se še letos, 2025 naredijo. Tako. Se pravi, ta naložba, ki ste jo pa zdaj na predzadnji seji potrdili, je pa predvidena za prihodnje leto. Tako, to je pa naslednja stopnja obnove stadiona, ki je razdeljena v 2 fazi. Druga faza, ki pa predvideva atletsko stezo in pa razsvetljavo. Atletska steza že je, ne? Ja, seveda dotrajala. Se pravi, zamenjava. Popolnoma nova atletska steza z vsemi novimi disciplinami, tehničnimi disciplinami, kot so skoki, meti. To je v drugi fazi. Kdaj boste pa kaj razpis boste zdaj objavljali, ste že? Ne še, sprejet mora biti seveda proračun 2026, da lahko gremo v razpis, proračun še ni sprejet, prijavili smo se na Fundacijo za šport, kar je Janja omenila, zato smo rabili hitro sprejeti investicijsko dokumentacijo, da smo se lahko na Fundacijo za šport prijavili, napovedani razpis Ministrstva za šport, tam se bomo spet prijavili, in tam bomo dobili kandidirali za 250 ali 500 tisoč evrov, ter ta 1.200.000 zapirali, torej z tema 2 transferoma, 500 tisoč oziroma 250 ministrstva, pa krog 85 tisoč Fundacije za šport. Za prvo fazo pa niste dobili od ministrstva? Samo od Fundacije. Za prvo fazo smo se na ministrstvu pritožili, smo dobili negativno in smo sprožili upravni spor, ker trdimo, da nam bi morali dodeliti 250 tisoč evrov. V grobem spomenju, njihova zavrnilna odločba je bila, da sta to 2, v bistvu tak faza, ki ste zdaj drugo omenjali, pa prvo, da je to del ene investicije, kar smo mi dokazovali, da ni, ker smo sprejeli ločeno investicijsko dokumentacijo, tudi funkcionira tako, bi rekel, neodvisno. Oni pa so trdili, da za drugo fazo še nimamo zaprte finančne konstrukcije. To je bilo v bistvu njihova trditev, kar pa po našem mnenju naših pravnikov in strokovnih služb ne drži. Se pravi, upravni spor kaj pred upravnim sodiščem? Tako. Dobro, kdaj ste to sprožili zdaj? Ne, to je sproženo bilo takrat, ko je bil rok, rok je bil zelo kratek, oktobra, novembra. Ta druga faza, ki je torej predvidena v prihodnjem letu, pa kaj bo vplivala recimo na treninge na stadionu?
Na travi verjetno ne. Na nogomet čim manj, no, na atletiko pa sigurno. Atletika, če se bo stadion menjal, menjal se bo popolnoma vsa atletska steza, sigurno v tistem času spet bo pač atletika brez pogojev za delo. No. A potem je zaključen ta stadion, ker mislim, kar neki smole pravzaprav spremlja vaše naložbe v stadion, ne? Ja, ta stadion ima vedno neko večjo ali manjšo napako, ki jo potem pač z večjimi ali manjšimi napori odpravimo, no, podobno je bilo pri tribuni. Dvomim, da je še končano, no. To se bo še moglo kaj vlagati zagotovo, no. Vedno se kaj pokaže, da tu smo na neki poti, bi rekel, nenehnih vložkov, zdaj ravno, če bo ravno v stadion oziroma nogometno površino, ampak okoli tega se sigurno bo še kaj dogajalo. Še kaj glede te 21. redne seje, kjer je bil tudi delno stadion, no, to smo tako zdaj odgovarjali. Ja. Mogoče glede teh sanacijskih projektov, a imate mogoče kak povzetek, koliko ste letos naredili za te sanacije in koliko planirate še drugo leto? Zdaj to imamo imela sicer pod točko 3, ja. Na tej seji je Janja že omenila, no, so bile bolj sprejete teh 16 investicij, ko je pač 16 dipov, je bilo bolj za naprej sprejetih, ne za nazaj, načrtovanje, med drugim tudi šance. Investicij za naprej, za prihodne leto 2026. Ker je tudi več neurij, no, zato je tu dokaj zakomplicirana situacija, no, ker država ima za neurje avgust 2023 relativno visoka sredstva, za neurje 2024 junij in julij pa relativno majhna sredstva, no, in posebej pomembno bo, kako hitri bomo za, bom rekel, borbo ali prepričevanje države, da naj nam da sredstva v 2026 za neurje 2024, ker je v tem trenutku sprejetih zgolj 30 milijonov evrov za celo Slovenijo, medtem ko za avgust 2023 govorimo o 1000 milijonih, oziroma milijardi, zato je še toliko bolj pomembno, da smo hitri. No. Zato smo to sprocesirali zdaj v decembru, da takoj v januarju, prve dni, začnemo z umeščanjem teh projektov v državni proračun. Mogoče gremo na 22. sejo? Ok, torej 21. seja je za nami. Bote vi? To jaz. Ja, ja, no, bila je še potem v decembru druga seja, prejšnjo sredo. Na tej seji so bile sprejete pač določene odločitve. Zdaj, kaj je vam bolj zanimivo, no, nova je 8. točka, pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva občine Ravne na Koroškem. To je nova stvar. Občina se je odločila, da za območje starega mestnega jedra, ki je pod varstvom kulturne dediščine, uvede pomoč za razvoj gospodarstva. Cilj tega projekta oziroma programa, projekta, ukrepa, lahko rečem je, da bi trg na Ravnah ostal živ v smislu gospodarske dejavnosti. Predvsem je jedro tega je Trg Svobode in pa Partizanska ulica, pa tudi okolica, no, kar je zajeto v grafičnem smislu, kot sem rekel, kjer je kulturna dediščina. V proračunsko postavko, ki bi sledila v proračunu 2026, smo določili pač vnaprej pravila, po katerih bi subvencionirali tem gospodarskim subjektom stroške poslovanja, kamor spadajo tudi stroške najemnine, ogrevanja in drugih operativnih stroškov, in bi tem subjektom pač namenili sredstva z željo, da torej mestno jedro, trg ostane tudi v tem smislu gospodarskih dejavnosti živ. To je novo, no, in kot rečeno, bomo s tem pričeli v prihodnem letu. Koliko pa te namenjate denarja? To še ni zdaj jasno, govorimo pa sigurno minimalno 30 000 evrov, da se bo sploh kaj poznalo, no, za razvoj tega gospodarstva tu. Recimo, to bo odvisno malo z možnosti proračuna, no, ampak recimo, da čez palec lahko rečemo, da 20-30 000 evrov. No. Ampak seveda to se da regulirati potem, ne, če ni veliko vlog, se porabi manj, če je veliko vlog, če je naval, se porabi več. Se lahko tudi čez leto to prilagaja. To je bila en nov ukrep, no, potem še en zanimiv ukrep na novo je pravilnik o, 9. točka, pravilnik o pogojih in postopkov za dodelitev subvencij mladim družinam za najem tržnih stanovanj. To je tudi novo, no, na Ravnah imamo relativno visoko številko tako imenovanih neprofitnih stanovanj,
To je številka okoli 700, oziroma ima točno zdaj ne prav pogledala, no moram pogledati cifro, kjer v bistvu so najemnine relativno nizke, so tako imenovane neprofitne najemnine, no, ki znašajo na ravnah od 3 pa mislim, da do maksimalno 5 evrov v čisto novih enotah. Poleg tega pa smo uvedli za torej, ciljno skupino mlade družine, da bi to ceno tržne najemnine približali ceni te neprofitne najemnine z torej pomočjo, zopet s proračunsko postavko, kjer bi odstotkih tržne najemnine pač podeljevali različnim mladim skupinam subvencijo, da bi torej v bistvu si lahko na ravnah najeli tržno stanovanje, ker pač ne pridejo mogoče na vrsto pri neprofitnem stanovanju. Vseh stanovanj na ravnah smo analizirali je 2500, gospodinstvo je 4600 in nismo znali točno oceniti, koliko bo teh vlog, no, med 100 do 150 vlog je ocenjenih, da toliko mladih pač živi v najemniških stanovanjih in tem bi potem namenili torej to subvencijo. Po neki lestvici, no, več članov gospodinstva je večji odstotek tržne najemnine dobijo, s tem, da tudi tržno najemnino smo navzgor omejili, mislim, da je 6,5 evra, da ne bi zdaj najemniki, najemodajalci zaradi te subvencije dvigovali najemnine. Smo pregledali prakso v drugih občinah, ki nekaj že obstaja, no, da se to normira kot normalna tržna najemnina, 6 pa evro pa pol na ravnah, da bi bila. Čeprav so določene najemnine seveda višje, no. Tudi do 10 evrov na kvadratni meter grejo, no. Že, žal. Ste pa opredelili mlado družino? Zdaj, to je opredeljeno v zakonodaji, mislim, da smo povzeli, da mladi so starosti do 30 let, mlada družina pa v starosti do 36 let. En izmed staršev mora biti star, to me lahko korigira, no, 36 let. Torej 35 plus. Ja, do 36 leta starosti. Tu zopet ne znamo toliko vnaprej oceniti, ker je odvisno od tega dogodkov, no, koliko se bo to vlagateljev prijavljeno na razpis, ker svoje treba imeti najemno pogodbo, treba imeti svoje davčno vse urejeno, kar tako veste, da v praksi to marsikaj poteka, no, in koliko bo teh ljudi se javilo, bomo šele videli, no. Pa glavno, mladi imajo možnost, da pridejo do cene najema tržnih stanovanj, da se pravilno izrazim, po tem pravilnim. Torej od drugega leta dalje, to prvič ste tako? To je novo tudi, ja, to je novo. Potem 10. točka naslednja, no, je bilo to, kar je bilo že nekaj napisano, bile so 3 točke, ki govorijo o bodoči gradnji več stanovanjskih enot na ravnah, torej blokov, po domače stanovanjskih blokov. Obdelali smo 3 lokacije in sicer prva je na Javorniku, Javornik Rimska 2, to je naselje vzhodno od naselja Javornik, kjer sprejemamo občinski podrobni prostorski načrt. Pripravljene so strokovne podlage bile v 3 verzijah. Občinski svet se je opredelil za verzijo 1, za omejitvijo višine zgradb in to omogoča gradnje okolje, rečemo 100, so odvisno od velikosti, no, 100 do 120 stanovanjskih enot na obrobju Javornika. Tam ob tem naselju poteka obvoznica, kar ste videli iz grafične slike, in tudi zaradi te obvoznice med obstoječim bloki in obvoznico sedaj je tu prišlo do stavbnega zemljišča, ki je v lasti občine, in za ta namen moramo sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, kar potrebujemo nekaj pol leta, potem pa bo možno potem nagovoriti investitorje, zasebnike ali pa tudi javni sklad, da torej tu ima možnost zgraditi, pa rečemo povprečno 100 stanovanj, da zaokrožimo, no. Bloke tako z podzemno garažo, tu se temu ne bo moč izogniti, ni dovolj prostora za nadzemne garaže, parkirna mesta, pardon. Občinski svet pa je omejil velikost teh zgradb na velikosti obstoječih zgradb na Javorniku. No, to pomeni, da so se predelili, da več kot 10 nadstropij tu pa se ne bi gradilo, no. Tako da je še placa, ko se tako je zdelo, da ni več prostora naravno. Prostor je, samo ni idealno. Če ga šli v naravo pogledati, je to obrobje mesta, no, ki je dokaj tako, en gozdiček je, no, se razgibano, ja. Dolč kakšne ravnine, ki bi bila prijazna za
komunalno opremo. No. To je čisto obrobje mesta. Koliko je pa predvidenih nadstropij za podzemno garažo? 2. Žal sta 2 nadstropja, kar se spet potruje stroškom. No. Ampak so normativi, so no, 1 do 2 parkirna mesta na stanovanje in to takoj priješ do 200 parkirnih mest ali pa 150 in tu je hudič. A zanimanje investitorjev pa je? Zanimanje investitorjev nekoliko je usahnilo, no, to lahko rečem, da je. V tem trenutku, no, tudi pojavlja se na Ravnah več stanovanj, ki si je možno najeti, kar par let nazaj ni bilo možno niti, no. Teda nekoliko je to obstalo v tem trenutku, no. Ampak ne glede na to prostor, mi pripravljamo prostor za možnosti, no. Druga lokacija, ki smo jo obdelali, no, in sprejeli na občinskem svetu, je bivši vrtec Vozice, to je spet rob Čečovja, na Ravnah so glavne ravnine pozidane, oziroma največja ravnina na našega mesta je seveda, bi rekel, zaokroženo gospodarsko območje, no, to tudi ime Ravne, je torej obrobje Čečovja, zopet obrobje, kot je bilo obrobje Javornika, bivši vrtec Sozice, kjer so projektanti v 3 variantah zrisali pač glede maksimalno možno pozidavo in tu govorimo o zopet število 40, mislim, da je okrog 40 stanovanj, neka optimalna oziroma skoraj maksimalna verzija, omejitev s parkirišči in tudi tu pač gremo po isti smeri kot Javornik 2. Tu sicer ni potrebno občinski podrobni prostorski načrt, ampak zgolj sprememba občinskega prostorskega načrta OPN-ja, tako tu bo malo hitreje pripravljen teren, da se lahko potem ali javni sektor ali zasebni sektor ali kombinacija, no, spopade z gradnjo zopet večstanovanjskega bloka. No. Pa tretja varianta, ki pa je najdlje, to je pa varianta Dobja vas. Tu gre za 9000 kvadratnih metrov veliko parcelo, ki že ima blok z gradbenim dovoljenjem. Skupni velikosti je 55 stanovanj. Tu smo prejeli predlog, da se občina aktivno vključi na način, da to zemljišče prejme v last, ga ponudi stanovanjskemu skladu in okolikor stanovanjski sklad tu zgradi teh 55 stanovanj ali nekoliko manj, no, občina to zemljišče odplača potem z nekimi vzdržnimi letnimi obroki, pod pogojem, kot rečeno, da sklad vzame ta objekt strani občine kot brezplačno, kar po zakonu lahko, ni pa nujno, no. Tu zdaj sledi še za uresničitev tega projekta razgovor z skladom, potem tako je drugem letu, no, če bi se odločili za gradnjo tega bloka, če rečemo grobo 50 stanovanj na Ravnah. To je pa lokacija Dobja vas za pod Dobjim dvorom, no, oziroma od Mercatorja proti smer zahoda, oziroma proti občini Prevalje, no, je to zemljišče, ki je v zasebni lasti, ampak kot rečeno, dobili smo to ponudbo, kot je v gradivo. No. A ne more pa sklad tega zemljišča kupiti, zakaj ga morate vi? Sklad se je odločil, da ne bo kupoval, zato to pričakuje pač naš vložek. No. Ta lokacija brez nas jim ni zanimiva. Aha, a pol bi pa kupili možnost gradnje? Oni bi dobili brezplačno od občine, ja. Sklad. Bi bila to svoja državna stanovanja. No. Mi ne moremo dati zastojn zasebnemu sektorju, lahko pa da država, pa občina si lahko izmenjuje ta lastništvo. No. A tam zdaj nič ni na teh 9000 kvadratnih metrov? Ne, zdaj so vrtovi še. Je pa gradbeno dovoljenje za blok že. Pa projekt torej za gradnjo bloka tudi že? Tako. To je torej zasebni investitor? Tako. Aha. Pa koliko pa te prodaja, to vam že določeno? To je cena določena zdaj na 770 000 evrov. Svetniki so ocenili, da ta cena previsoka, v tej ceni bo treba se še spogajati, no. Ampak zdaj trenutno gradivo je 770 000 evrov za 9000 kvadratov. No. Mislite, da bo kaj interesa, no, glede na to, da ste rekli, da že je usahnil malo investitorja, vi pa imate za tu 3 lokacije? Ja, tu mi računamo, da najbolj dlje ta lokacija Dobja vas, no, ker bi se zgradila neprofitna stanovanja, tu sklad po celi Sloveniji gradi. Kot rečeno, problem je v tem, da mi pač vedno znova dobimo informacijo, koliko stanovanj na Ravnah je že neprofitnih, mislim, tako je pogleda podatek. In sklad seveda vseeno gleda neko na razpršenost neprofitnih stanovanj po Sloveniji. No. Neprofitna sta 2 kategoriji, državna in občinska. In svoje je težko prepričati sklad, da na Ravnah potrebujemo na primer več stanovanjskih enot, kot pa kakmo Celju. No.
ker v Celju ste videli, da se gradi, ampak vendarle ne glede na to. Točen podatek je pa, vmes najdu, no, ker imam na telefonu. A koliko je neprofitnih stanovanj v občini Ravne? Tako, občina ima 187, sklad pa 602, po mojih podatkih, sicer strokovnih služb. Kar meni, da imamo skoraj 800 stanovanj neprofitnih. Pa so vsa verjetno zasedena, ne? Bolj kot ne so vsa zasedena, vmes kjero ni, ker se obnavlja. Zdaj super, na ta podatek točno, no. Zdaj to je, če je ta podatek točen, je to tek. Tako, če smo rekli, da je 2400 stanovanj, od tega je 800 neprofitnih, ne, to 30% stanovanj neprofitnih. To se mi ne zdi tak mali odstotek, no. Sicer bi mogli primerjati kakaj, ampak mislim, da ni malo to, no. Ja, so to dediščina fonda nekdanje železarne, no, ki je mogla zaradi sanacije železarne prenesti stanovanja, ne prodati zasebnikom, mislim stanovalcem, ampak prenesti na stanovanjski sklad. To je neka dediščina. To je bila točka 10, torej da bojo prostorski pogoji, oziroma neki so že, no, za okoli 200 stanovanj. Potem pa še ena zanimiva točka je bila, no, bolj javno zanimiva. In sicer občina se je odločila, da bo kupila prostore zadruge, Koroško-kmetijske gospodarske zadruge, tu na vhodu iz smeri Dravograd Ravne. Zemljišče, kjer je nekdaj stal en grad, Greenfels, pa kjer ima zadruga že zaprto trgovino na tem objektu, no. Tu poteka en projekt Ravne križišče Kino, ki ga država vodi, in pa so da Ravne rekonstrukcija ceste Ravne Dravograd z kolesarsko in peš potjo do Dobri, in tu je neko tako stičišče javnih interesov. Občina potrebuje tudi nov parkirni prostor za kulturni center in zato smo šli v nakup tega zemljišča. Koliko pa te boste dali za to? Mislim, da je skupna cena 245 tisoč evrov. Je zadruga to ponudila, pač po neki cenitvi občini. Gre za zemljišče 1500 kvadratov, objekt pa 150. Se pravi, imate že načrte s tem zemljiščem? Mislim, imate malo načrte, kaj bi tam? Parkirišče. Parkirišče. Ja, bolj kot ne. Objekt ni to celota, 170 kvadratov, ko bi mi zdaj kupili, to je samo pritličje tega objekta. Sta še dve nadstropje, z osebni lasti, ja. So stanovanja. Ne, tisto ni. Našega objekta bo še ena tretjina, ne. Ali pa mogoče ena tretjina, da bo našega. Prostori zadruge. Bivši prostori, tako zadruge, trgovine. A tam bo krožišče prišlo ali križišče? Križišče. Križišče. Križišče projektirajo zdaj. Na državni cesti, ja. Tako. Pa dve občinski stanov. Ena v Streljansko reko, ena pa v kulturno četrt. Lahko tako rečem. Proti kulturnem centru. Ne. Mislim, da je Gledališka ulica. Torej, nakup tega zemljišča, tako da to je zdaj že, ja, zdaj morate kaj. Pogodba je o podpisovanju. Plačilo je drugo leto, no mora to proračun. Da, pa te je zaprla trgovino, a jim ni šlo, kaj? Po moje 3 mesece nazaj se je trgovina zaprla letos, ja. Problem parkirišča, skladišča, potem so na eni strani so imeli tam parkirišče, skladišče, na drugi strani trgovino, prometa je ogromno. Zdaj so zastoji, ko se stoji, so tam pri semaforih. Pa očitno ni bilo prometa. Ta Greenfels bo tam ostal pokrit? Ne, se lahko odstrani. Smo dobili obvestilo ZVKD-ja, da je izvedel vse potrebne raziskave, kar je najdo, je arhiviral oziroma pa sliko in občina lahko oziroma kdorkoli. No, mislim, da bo država zdaj lahko odstrani ruševine. To bo v bistvu prazen, brisan prostor za parkirišče, pa to je tudi hod v mesto. No. Očitno ni neke vrednosti več tam, ne? Ne, so vse raziskali, strani muzeja in pa strani ZVKD-ja. In je res v bistvu še zdaj par kamnov. Lahko še za cesto vprašam tja naprej. Lahko. Kako te bo zgledalo, tisti zid? To bo tako zgledalo, to je zdaj? Asfalt bo. Ne, tisti zid na Pičniku je. Tisti zid na Pičniku je, po mojih informacijah, bo nasut, da bo cesta na zgornji kot zida. Končna višina ceste. To se te bo peljali malo više, ja. Po naših informacijah. No. Zdaj gospod Jarek se je izselil. To je en gospod, ki je živ v eni hiški, če ste opazili tam pri Kapelci, ja, tako
smo ga uspeli pripričati, da se je izselil v občinsko stanovanje, no. In država pa namreč tisti objekt odkupila in zaradi tretje razvojne vsi in zaradi rekonstrukcije državne ceste in prije vse skupaj malo višje, no. Ki pa bo kolesarka, bo pa zraven cesta potekala. Jaz mislim, da tisti beton, ko ga že vidite, da je to v bistvu, imam mnenje, no, da je to kolesarka kar ob cesti, ja, nad Mežo. Končni rok je zaenkrat po zapisnikih koordinacije, ki so tedenske, se dogajajo na občini, no, mislim, mi se sodelujemo sicer kot nek stranski udeleženec, oziroma sofinancer smo mi pravzaprav. Je zadnjo preverjanje bilo, da končni rok je bil če se spomnite tudi kriterije na razpisu, ni, se ga drži zvevc. Mogoče to ne zle v naravi, no, ampak tak mi Kaj je že maja? poroča. Ne, mislim, da je kasneje. Bil je od pogodbe 18 mesecev. Pogodba je bila pa nekje, mogli bi zračunati, nekaj april je mogel biti, ja. April 2025. Teda premaknemo se, bomo mi tudi na neko jesen 2026. Lahko pa preverimo, no, lahko si vedno je napisala. Jaz je investitor, je tak MZI, oziroma DRSI je investitor, vodci je izvajalec, mi smo pa pogodbi zgolj sofinancer. Kaj že vi sofinancirate? Mi sofinanciramo kanalizacijo, vodovod, premike oziroma sanacije na tej trasi, komunalno infrastrukturo. Tako da tam pride pol tudi obvoznica čez Kotulo, ko bo priključek tam provodili Peči, bo tudi dvigena cesta ali kak je? Ja, to je zdaj vse usklajeno. Vzhodna obvoznica, hitra cesta in ta rekonstrukcija, ko je zdaj vidimo, so projektanti uskladili, no, po mojih podatkih. Je to usklajeno. Oziroma vzhodno obvoznico in pa tretjo razvojno je celo isto podjetje Lineal delalo. Ker je še kar velika razlika, zdaj pol med cesto, tam provodili Peči, pride še kar visoko, kek je pa Kotula od spoda, pač pravim, je še kar... Ja, zdaj ideja je sva, da iz vzhodne obvoznice ravno boste imeli možnost se pelati v Dragorad, brez da greste na hitro cesto, ker državne ceste morajo ohranjati, kljub temu, da gradijo, pač Dars gradi avtocesto, se državno omrežje ohranja, no, ne bojo ukinili ceste. Vzhodna obvoznica je del državnega omrežja in bo seveda možno iti in v Dragorad in hkrati bo možno iti na hitro cesto. Pa hkrati bo možno iti v smer Prevalj oziroma mesta Ravne, tudi isto, ali po stari državni cesti, ali pa na hitro cesto, katera v bistvu razgrnitev državnega prostorskega načrta bo v prvi polovici 2026. Tako je ministrica nazadnje obljubila. Vse ste bili tam prisotni na teh njihovih tunelih, ki jih zdaj odpirajo. Ono bo pa zdaj menda že... Tisto bo menda že sprejeto, tako do Tiškega, bo pa prav državni prostorski načrt sprejet kot podlaga za projekte. To gre naprej, ne? Ja, to zadovoljni. Ja, to kar gre naprej, no zdaj sicer se je premaknil spet rok na juni ali september 2029. Malo zamikajo rok, no sem ne pretirano, govorim zdaj za... Ne, govorim za... Vedenje so nagrade. Tako. Ja, to so tako rekli, za že nekaj časa, jeseni 29. Odkar je znano, da prednudno. Za Ravne Dragorad je avgust 26. Avgust 16. 15 mesecev. A 15 mesecev? 15. marca je navedba v delu in 15 mesecev v delu. A 15, ni 18. Aha, ok. Torej, avgust 26 je napoved, s tem, da se projektira pa naprej, projektira se pa, ker tu se zaključi ta investicija pri meji občine Ravne Dragorad. Od meje, torej kar je pa že v Dragoradu, se pa še projektira. In nameravajo izvajalce izbrati že pred zaključkom avgusta 2026, da bi jo kar nadaljevali z deli. Tako ima je plan, so imeli nazad. In plan je tudi celo, se pravi kolesarko narediti od Ravn do Dragorada. Tako. Meja je pa tam od čistilne malo naprej, ja, približno. Pri ta drugem, se je tabla sicer, no, ampak pri ta drugem železniškem mostu. Prvi je ta prvi, kar pri Malgaju, spomeniku, no, polje pa se še peljete mimo čistilne, po eni ravnini. Tako. V tistih ovinkih, kar malo zatem je tabla Ravne, no. Poziroma, mi tako rečemo, ja. Ok. Pa gremo še na pregled. Ja, zdaj to smo izčrpali, zdaj 22. redno sejo, no, s tem, da ste vmes že smo večkrat odprli, no, kar smo mi mislili podrazno, ampak nima vence. Zdaj, glede da je zaključek leta, no, smo pripravili en tak pregled tudi sanacije, investicije oziroma rezultate leta 2025, ker je tega bo seveda bilo relativno veliko, no.
Občina lahko reče, da se bo proračun izvršil, kakor zdaj nam kaže, no, saj ni še čisto konec leta, neki plačil bo še v odhodkovni višini okoli 32 milijonov evrov, od tega bo investicij za 21 milijonov evrov. Podobno je bilo lani, no, leta 2024 je bilo 18 milijonov evrov investicij, torej 2 milijona več. In to so zneski, ki, če se štejemo te 2 leti, ki pomenijo več kot 10 do 15 letno siceršnje investiranje občine Ravne v smislu vseh investicij. Ko pa bomo naredili analizo za ceste, pa bomo videli, da v ceste se je vložilo to, kako bi občina drugače vlagala, ker bomo rekel več kot 20 let. Kar pomeni, da je bilo veliko narejeno, tu imamo z Janjo pripravljeno nekaj slajde, jaz bi šel na hitro skozi njih, najbrž je tu malo bolj, bi rekel, neki PR-ostvo oziroma pohval, teda jaz upam, da ne bom preveč sladek, da ne bo kjer dolgo sladkorne. Ampak so to objektivna dejstva, no, nimamo nekih vrednostnih sodb. Torej v letu 2025 smo se ukvarjali z 78 sanacijskimi infrastrukturnimi projekti, 23 je v celoti zaključeni, 10 teče, 45 pa jih v različnih fazah priprave. Tu vključujemo, kot sem prejšnjem slajdu imel, no, vse, kar je povezano z neurji, pa tudi ne z neurji, kot je recimo zdravstveni dom Ravne, kot je stadion Ravne, ki nista povezana z neurji in še druge stvari. Kar se tiče cest, kar boste pol na daljavni videli, no, tega je kar veliko asfaltiranih oziroma protipoplavno obnovljenih bo približno 26 km cest, še prejšnji teden se je asfaltirali zadnji odseki, ker so temperature to pač omogočale. Tu imamo naštetih par teh večjih cestnih infrastruktur, zelo pomembna in tudi uporabljena smučarska koča Ledine, potem zelo dolgo v 2 fazah Zelen breg proti Strojni, cesta na Koroški Selovc, veliko cest na Brdinjah in tudi na Javorniku je pravzaprav izvedenega veliko rekonstrukcije cest in druge komunalne infrastrukture in tudi ceste v Dobji vasi. Pa če na hitro grem skozi to se je tekom leta že poročalo, Narovske Ledine, Trotok križ Strojna, to je vrh Strojne, potem smeri Preval proti Strojni, potem cesta Rimski Ivarčko jezero, potem Prunara Lipa, to je na Brdinjah. Poleg CSO so tudi še druga infrastruktura, kamor spada ta most na Dobrjah, ki je stal kar 1,8 milijona evrov in napaja celoten del občine. Potem tudi ta cesta tudi nad Šparom, Ravne Meležnik Broman Oblin, cesta na Šotneku, cesta na Brdinjah, imenovana kot Lesmonkar, tudi nekaj na Dobrjah, naselje Dobrje 4. Na Javorniku se je uredilo veliko javnih površin, na Čečovju, na Navorški vrh in med naselji, potem to že omenjeno, no, Dobrje Koroški Selovec, cesta na Navorški vrh, nekaj ceste tudi v Dobji vasi, zopet na Brdinjah, Brdinje Rožej, ter še zadnja, to je Rutnikov kapela Kavtičnik, to je cesta v bistvu na Dobrjah. To na hitro te ceste, kot rečeno 26 km, no smo jih prikazali v 10 slikcah, potem pa so tu še objekti, poleg cestnega programa smo izvajali tudi veliko objektov, torej osnovno šolo, glasbeni dom, kulturni dom, zdravstveni dom, začela se bo v okolicah gradu Javornik, potrjena na Ministrstvu za kulturo, v višini 700 000 evrov, potem že omenjen nogometni stadion, ne moremo sva mimo hotela, ki se ga vsi veselimo, hotela Rimski Vrelec, in pa začeli smo graditi tudi 1,3 megavatne ure moči sončne elektrarn. Zdaj, če si to da primerjate, no, vsaka ena individualna hiša je 13 kW, to pa je 1300 kW, torej 100 krat več kot pa ena hiša. Par slikic, torej osnovna šola, Prežih Oranc, streha prenovljena, tudi notranjost, kulturni dom, kulturni center napreduje, spomladi bomo zopet naredili en ogled javnosti, nekaj se že vidi, potem DTK, zelo pomembna sanacija, kamor so spadale te nesrečne savne, o katerem ste poročali, no, v resnici se je to asfaltirala, obnavljala streha in pa delno notranji prostori kot posledica poplav. Vsi pa so potem govorili o tem, da ni savne, no. Pozabila pa se, da je 500 000 vloženih v streho.
Potem glasbeni dom napreduje sanacija, dolinski vodovod, tudi pomembna zadeva 2 milijona evrov. Izven sanacije se nadgrajuje za 600 novimi kvadrati. Zdravstveni dom Ravne, kot rečeno, teče obnova mestnega stadiona z finim in grobim materialom in pa seveda gradi se to, kar smo mi spodbujali, pravzaprav prodali, torej Rimski vrelec kot hotel, kot turistično infrastrukturo. Pa še en manjši detajl, torej v mestu, ta oporni zid, ki je skozi predstavljal probleme hiši in bloku. Poleg tega so se sanirali tudi plazovi, ki so mogoče malo manj vidni, manj vidni kot ceste in objekti, pa vendarle zelo pomembni. 9 jih je obravnavi, 3 so sanirani, 6 pa še jih načrtujemo. Sanacija plazov na Dobrjah, Plaz Leskovec, Grmadnik na Brdinjah, Prše na Brdinjah, Šrotnek v okolici Kotelj, potem tudi v Kotlah, Nov Podgori, Lužnik, Spodnja Kozarnica. Ne smemo pa pozabiti tudi na gozdne ceste, prejeli smo kar velika sredstva, kot vidite 3,7 milijona evrov za gozdno infrastrukturo, tu je država obrala nekoliko drugačen sistem, ni občina popisovala škode, popisovala je Zavod za gozdove in pa tudi Zavod za gozdove je pravzaprav določal vse projektne pogoje in pa smernice za sanacijo, tu smo imeli v bistvu najmanj svobode in smo izvedli 9 gozdnih cest izvedli, nekaj asfaltni obleki, nekaj ne, kot rečeno pod taktirko Zavoda za gozdove. Ampak to so vseeno nemajhna sredstva za gozdne ceste, so imele zelo slabo usodo do tega neurja, tu pa lahko rečem, da se država še posebej dobro izkazala z 3,7 milijona evrov pomoči občini preko nekega drugega sistema, kot pa je tam, preko DTP-ja pa to. Torej, to je bil kratek prikaz tega leta, sanacij, ki se bodo nadaljevale tudi, kot smo prej pri 21. seji videli, z 16 novimi potezami tudi v 2024. 26 projektov. Ne, 16. Dokumentacija je bila na 21. seji potrjena. Koliko približno torej še drugo leto računate, da boste za sanacijo dali? Ja, zdaj te številke so seveda se nekaj preliva, recimo kulturni center je tipičen primer, ko je nekaj se financirano letos, tudi določene ceste, teda tu letošnjih 22 milijonov evrov za investicije, ki jih dejansko bo plačanih, bo drugo leto po moje zelo podobna številka. Med 15 in 20 milijonov evrov pričakujemo teh investicij, ki se bodo plačale torej v letu 2026. Proračun bo prvo branje januarja, konec januarja, prvo branje, potem februar, pa začetek marca, pa sprejem drugega branja. Zdaj, ta nesprejem proračuna skoraj na nič ne vpliva, ker vse teče naprej, projektiramo in tudi na začasne financiranje, da lahko koristimo do 30% postavke, ki so bile v letošnjem letu sprejete, tako da tu ni zadržkov zaradi tega. Vi niste razmišljali, da bi dvoletni tako nekje druge? Zaenkrat ne, opažamo, da veliko kdo sprejema dvoletnega država itak skosno. Imeli smo v preteklosti poskuse z dvoletnim, ampak je bilo toliko rebalansov, da smo videli, da za tisto drugo leto je bilo vedno toliko v zraku, da nismo se več odločili za dvoletne. Vidimo pa, da po občinah, ne vem pa kakva je njihova argumentacija, nisem toliko seznano. Volitve, Slovenj Bračev so argumentirali zato, ker so volitve in potem je začasno financiranje in tako so rekli. Zdaj volitve so še celo malo, bi rekel, a lahko sprejemaš proračun za naslednji... Vse može pol rebalanse, ampak ja, to itak, da ni tistega prehodnega obdobja, da smo so. Aha. Tako so rekli. Ok, vse proračun je tehnika v bistvu delovanja, teda to ni... Važno je, kaj se naredi v kraju in mesto, ne pa kaj mi papirje delamo. A poračunate, da boste sanacijo drugo leto končali v glavno večino ali kaj? Večina, kar zdaj teče, v drugo leto končano, bo pa tudi kaj zamaknjeno v 2027. Je pa seveda boljš dela čim prej. Prvič državi se vidi, da je nekoliko primanjkuje denarja, solidarnostni sklad seveda je spet, situacija ni rožnata, Potem je zagotovo prelomna točka Kretnica, nov državni zbor, prihaja marca, nova vlada, kakva bo tu politika, bo še vedno po tej smeri sanirali, bo spremenili kaj, to bo svoja njihova pravica.
To ne vemo, zato je boljše čim prej narediti čim več. Tako nekako temu mi sledimo. No. Pa zdaj ste zadovoljni z dinamiko plačevanja, potrjevanja na državni tehnični pisarni? To se je v zadnjem času zelo izboljšalo in državna tehnična pisarna pravzaprav nam je rešila ogromno projektnih rešitev. Tudi Ministrstvo za naravne vire in prostor nam je dalo vse pogodbe, ki smo jih pravzaprav želeli in tudi zdaj, ravno danes nam poročajo, da so še zadnja nakazila, tako da v bistvu bomo res poplačali vse, kar je bilo narejeno v letošnjem letu. Tako mi zdaj kaže, no. Bili so pa seveda problemi v mestnem času, da so izvajalci mogli čakati s tem financirati občino za dela, ki so že bila narejena, zaradi tega, ker se pač ni premaknilo v Ljubljani. Da tu lahko rečem, da z vidika občine Ravne bo to ocenjeno kot zelo pozitivno. Mislim, da bomo imeli 26 pogodb letošnjem letu pod streho o financiranju teh dogodkov. So pospešili nekako zadnje 3 mesece. Jaz mislim, da smo pa zdaj pa pri točki razno. Razno. Okay. Ja, zdaj vrtec smo vmes dobili pozitiven sklep, to sem pozabil. Ker ni nikjer to, Pač v bistvu pred časom so sprejeli DIP pa IP za vrtec, prejeli smo pozitiven sklep, ampak glavnina vrtca bo 27-28 leto se gradila. Ne, še drugo leto, ja. Koliko je vredna naložba tam? Cela naložba je 2,5 milijona evrov, prejeli smo 950 000 evrov, iz tega razpisa pa sklad namenja še temu, mislim, da 300 000 evrov, teda v bistvu polovico bo občina prejela sredstev, ekosklad za energetsko upravičene stroške, polovico približno, torej bomo mogli dati sami. Je pa to razpis, ki je bil zelo pomembno, ministrstvo ga je objavilo za po dolgem času velika sredstva, pa tudi program je bil 2026, mislim, da do 2029 se mnogo razpisa pravzaprav se ga težko pričakuje, razen če bo druga vlada imela druge politike. Bo pa zgrajen kje točno v Kotlah? V Kotlah, ja. Na kateri lokaciji? Od tega vrtca proti jugu, proti Uršlji, koliko 100 metrov, za šolo, ali 50 metrov, koliko rečemo zemlja. V bistvu za šolo ne bo motil procesa. Vrtec se gradi v bistvu na toliko drugi lokaciji, da bo ta vrtec lahko obratoval za čas gradnje. To bo v bistvu drugi novi vrtec v zadnjem času v vaši občini, ne? Tako. Nov gradnja, ja. Ni adaptacija. Čečovje jug ste zadovoljni s prodajo, kdaj boste nadaljevali? Ja, januarja ponavljamo razpis, 12 parcel je prodanih, povprečna starost kupca 34 let. To smo šli računati, ker smo skozi računali, zdaj, kjera ciljna skupina bo to zanimalo, 12 od 22 prodanih, projekt nadaljuje. Razpis ponovimo tudi ob tej, bi rekel, komunalni opremi, kjer je še v bistvu brežina z štori. Potem pa svoje računamo, da bo tudi malo večji interes, ko bo se že videlo nekaj cest, pa malo bomo zravnali teren, pa to te stvari. Da delate zdaj tam, ne? Ja, zdaj je zima, zdaj mislim, ja, januarja. Koliko je še ostalo neprodanih? 10? 10, ja. Pa občina si jih osno obdržala, kar nismo dali v razpis. Z izkupičkom pa ste zadovoljni, so kaj fejst višali, ali kaj niso? Pretirano niso višali, teh podatkov nimamo, samo za ene 4-5 parcel so višali, ostale šlo po sklicni ceni. Ja. Ni bilo pretirano. So kaj domačini, ali kaj bilo je? Večinoma so domačini, Ravne, Prevalje, Dravograd, večinoma domačini, mislim Korošci, Večinoma ni bilo, izven ni bilo interesa. Samo kolegica pogledali od konca. Ne bi več. Ja, če ni več kaj, še kaj. Če ni, hvala za udeležbo, pa še naprej lepe praznike, srečno novo leto, pa še naprej kaj poročate o nas. Pa hvala, da se vzamete čas in nam še malo širše pojasnite, ko ni več.